Moja audicija za talente je izgledala nekako tako, tole, kar zgledate zdaj, dragi gledalci, je audicija izpred 25 let, ko Flirt še ni obstajal, da vrnili smo se v časovni stroj nazaj in da se potovati v času. Tole je pesem Kako si kaj, ki ni šla na talentih skozi, je šla pa skozi kot singel. Kaj ne de? Ulice mi hodijo vas proti, glava me razume vedno manj. Vsaki drugi me kaj zmoti, nisem niti blizu, ti priznam. Če imaš kaj časa, pridi mimo, saj na kavo kot je običaj. Pridi in ugasni to tišino, deva nadoknadica nazaj. Kako si kaj, kako živiš, a dober dan samo prespiš. Kako si kaj, da mi povej, ko vidiš me, se malo nasmej. Kako ste kaj? Živjo, jaz sem Bruce Willis in vi gledate, ne, sem nek. Povej mi, letos Flirt obeležujete 25-letnico, zdaj leta 2003 si ti sicer že zapustil band, 6 let zatem ste se vrnali in potem si spet ob menjavih nekaterih članov leta 2018 spet skoraj obupal. Kaj te je pa gnalo naprej? Bom najprej vdihnil, ne, ker je toliko informacij, da človekov srce zastane. Iskreno, gnala me je izključno samo muzika. Takrat, ko sem se jaz vrnil po prvem, se pa, ko smo kot Flirt z enim razem, ko sem zapustil band, sem 2009 se vrnil, ker je takrat moj oče nekaj zbolel. In sem eno pesem napisal, da grem jaz to sam posnet. In se potem se skupaj odvilo do mojem telesu dalje. Potem pa 2018 smo pravzaprav s prejšnjo ekipo ni bilo več te kemije, no, veš, potem, ko bendi reče, vse nima treba se skregati, pač neki, ne vem, težko razložim, se mogoče tudi moja napaka, da sem včasih mogoče preveč trmas, ne, ampak moram reči, da sem potem s sedanjim klaviaturistom, pa sedanjim kitaristom, s katerim sva frenda, pa že dolg časa, sem nekako dobil spet neko upanje, takrat smo tako čist neobremenjujoče se lotali, in evo zdaj 25 let. Kdo bi si mislil, ne? Da je ponovati, jaz sem se naučil, da pravzaprav ne, ki ga dobiš od življenja, je včasih najboljši ja, ne. A se drugače vedno tako ustrajen? Ne, sploh ne. Pri muski se mi zdi pa, da nekako sem nek večni romantik, pa ne govorimo o besedilih, ampak večni romantik v temu muzika vse prenese, ne. Ljudje smo pa tisti, ki klonemo, ne. Zdaj, četrt stoletja ste pospremili tudi z izdajo novega komada z naslovom Kako si kaj in kako si kaj? Kot sem že prej povedal, odlično, jaz res sem odlično, no, tako da bi si želel, da bi bil cel svet odlično. Zdaj, nekaj sem prebrala, obljubljate tudi album, torej da ostajaš tudi zvest temu formatu, govorim, fizičnemu nosilcu zvoka? Ne vem, če bomo zvesti fizičnemu nosilcu zvoka, ampak zvesti bomo pa albumu, ne. Se zdaj v kakšni obliki je, jaz glede na to, da sem iz paleozoika, ne, pa so se ledeniki še topili, ne, imam rad neki zaparjet, se pravi, ne. Tudi, zdi se mi čudno, ne, tudi pri puncah, ne, kako punco osvajati preko Instagrama, verjamem, da se da, ne, ampak ni lepše v živo, ne vem, zapet ob kitari ali pa jo prijeti osebno, kot samo lajkat, ne. In verjamem isto v album slik, ne, ker glasbeni album je podobno kot album slika. Ti zaključiš neko obdobje, jaz ko pogledam album številka 3, ne, sem takrat razmišljal tako pa tako, ne, in je to zbrano kot nek album slik, sta nas to pač to pesmi. In zdaj, ko delamo 8. album, ne vem sicer, kdaj bo izdana, bo prej kak best of, zdaj nas hecajo za ta best of, ki bi mogoče res že čas, ampak ne glede na to, jaz mislim tudi, če bo album v digitalni obliki, bomo prej slej izdali verjetno kolekcijo LP-jev, no. Zdaj, koliko pa malo si že omenil, no, da si jih ne predstavljaš, ko bi zdaj flirtu, no, ampak vseeno zdaj na koncertih sploh še lahko tudi flirtaš, govorimo živo in vseeno so ti telefoni, sploh vidiš še kakšno punco v oči? Moram reči, da ugotavljam nekaj, ne. En paradoks, ne, ki mogoče si ga opazila, mogoče ne. Boljši kot je koncert, manj je posnetkov. Kar je hecno, ne, ker v bistvu boljši kot je koncert, več bi morali biti posnetkov, pa ni, ker so ljudje toliko not padejo, da manj snemajo. Jaz sem zadnjič opazil, začetek koncerta so vse punce, fantje snemali. Pa ko je bilo pa norišenca na koncu, recimo ravno zdaj na Primorskem, je manj ljudi imeli telefone prižgane. Ampak hvala Bogu, imamo svojega fotografa, pa onega kamermana, ki to snema, tako da imamo dokumentirano. Ampak jaz si ne predstavljam iskreno, vse to jaz, kaj posnamem na hitrco, ne, ampak da se mi zdi, da če ni zajeto na telefonu, pač se ni zgodilo, ne. Pa ni res, zgodilo se je tle not, ne, in mislim, da tle not se spomniš. Jaz ne vem, kolikrat si gledala, ti ne vem, da bi snemala Rolling Stones koncert, zdaj pa to gledala na telefonu, ne. Čudenje, ne. Ja. Ja.
Pa drugače je velja pri skupini kot taki no man est omen. Flirtate oziroma ste včasih več, oziroma zakaj sploh flirt? Sploh nisem nikoli vprašala. Ti bom najprej odgovoril na zadnje vprašanje. Mi smo bili vse sorte drugo, no, pa Lefler Dumal, pa Tamponi, pa Pelikan, ampak je Domicel tam se ena zasmejala vzad. Se tudi jaz smejim, ko se spomnim. Flirt je bilo tako, Tomaž Domicel je dal to ime, ne? On je rekel, kaj ste videli, da vi ste tam mladi, vi ste flirtali, flirt ste, ok, on že ve, ne? Tako da to je preprosti odgovor, ne? Kar se pa tiče flirtanja, pa tako, jaz ne vem, meni se zdi, koliko si starejši, več flirtaš, ne? Kaj je lepo videti une lepotice pod odrom, ne? Nekaj smo prav naredili v teh 25 letih, ne. Če pa moram reči, da je pa zelo simpatično, zadnjič so prišli 3 modeli, tam stari, tam med 18 pa 22, kaj je rekel, jaz si bom tetovažo dal od flirtov, sem največji fan, se prosim, stari, ne tega narediti. Kaj če boš poslušal čez 5 let Stonese, pa ti bomo mi brezvezni zaradi enega komada. Počak, pa če še 10 let isto misliš si potetoveri, drugače pa ne eno. Se še vedno spomniš tistega prvega nastopa pred občinstvom, toliko in toliko let nazaj, kakšni so bili občutki? Vse, naš prvi koncert je bil v Kranju, 1200 let nazaj in je bilo tako, da smo imeli to srečo, da je bilo zelo polno, je pa začel padati dež, ampak pač so ljudje takrat v drugačnih časih ustrajali, danes sem bil prepričan, da bi punce rekli, joj, dež, mi bo lak, ne vem, tako je pa folk, fuf, ne, akcija, ampak ne bom pa pozabil, ne, prvo leto, dve, kaj je band obstajal, so bili koncerti bolj več ali manj prazni, mi smo bili pred skupine, najprej smo igrali pred Bigfooti, pa pred Plavim orkestrom, če se spomniš, smo igrali, takrat je bilo že malo več ljudi. Pa se je pa zgodil ta naš famozen album drugi, ko smo imeli gor Coin in njeno balado, ko sta bila prva neka hita, pa se je pa kar nekaj zgodilo, da je bilo vse poln punc, ne, in tako meni, ne bom spomnil, se v Eldorado bivši še, je bil kitarist, tako poln klub same punce, ne, mi smo bili vajeni bolj prazno, ne, in mi igramo, pa tako prije Sreč Pilat, tako kitarist meni prav stari, a je to za nami igra, kak velik band, tako, pa spomnim, ne vem, verjetno, nismo odvejali, da je to zaradi nas, ne, tega živo se spomnim tega. Pa recimo spomnim se živo to, ko smo se, mi smo imeli tak IMV kombi rdeč, od gasilcev smo ga kupili razmajan, zelenjavo so včasih furali, smo se vozili v kombiju, predtem smo imeli en komad jutranji striptease, ki je bil tako bolj v Ljubljani znan, ne. No in se tak Coin je zgodil, ne, in mi se vozimo nekam prek Murja na koncert in ne bom pozabil, ker je bila neka lestvica nekega regionalnega radija in tako rečejo, no in sedaj prvo mesto, ne vem, top 20, karkoli, in mi zagledamo, kdo je zdaj ta nek band. Flirt Coini, mi smo se drli, kaj jesihari, jokali, upišli smo takoj po sendviče, skratka, ne pozabaš teh stvari, no, resno. Zagotovo si se pa tudi v teh letih kaj spremenil, no, v čem najbolj, kaj bi rekel? Mislim, najbolj očitne spremembe so fizikalne, ne? Ampak mislim, da je to nepomembno. Tako, kot sem že prej rekel, jaz upam, da sem se na boljš spremenil. No? Celo verjamem, da sem se. Jaz se spomnim mladega Roka, ne? Ker če ga jaz danes videl, bi si šel tudi na živce. Ne? Tako da verjamem, da smo šli tudi komu drugemu. Kak na svet bi si dal, bi rekel, gledaj, dej na easy, vzemi si čas, vse bo cool, ne hit, muzika je tista, ki ostane. Tebe bodo pozabili, ko se boš umaknil iz medijev, ne? Ampak muzika bo pa ostala in točno to se je zgodilo. Ne? Tako, kot sem že prej povedal v enem intervjuju, gledaj, ljudje te pozabijo. Če tebe ni takole, mi se zdaj pogovarjava, delava marketing, ne, ampak pesem je pa tista, ki bo preživela te časa, ne, in Roma in Julija je ena takih, recimo, ne. Čem si pa še vedno isti? Ne vem, upam, da v tem, zdi se mi, da še vedno uživam v malih stvarih, no. Tako ful imam rad še vedno mir pa tišino, zdi se mi, da imam še zelo rajš dobre ljudi, ker se zavedam, da jih ni veliko in da tiste, ki jih imaš okrog sebe, ki jih je ponovadi zelo malo, ker te imajo res iskreno radi zaradi tvojih napak pravzaprav. Meni se zdi, da se ljudje ne zavedamo, da so napake tiste, ki delajo popolnost. Se pravi, ti, ko imaš nekoga zares rad, pa pozab, ne vem, skret od WC školke dol zapret ali pa kaladont, pokrovček, če tega človeka ne bilo, bi točno to pogrešal, ker recimo jaz, ko se spomnim na pokojnega očeta, ki mi je šlo najbolj na živce, ki mi je vedno tekste analiziral, gled, to je narobe, slovnično, to, pa sem se kregal, točno to zdaj pogrešam, to, ko mi je šlo na živce, ne. In mislim, da nepopolnosti počnejo to življenje popolno, ne. Kaj je kakšna taka tvoja, ki si omenil malenkost, napaka, omenil si kolondont, WC školka, kaj ti počne? Ne, se pravim, kaj je tista taka malenkost, ki veš, kad ti, ne vem, punca reka, pa dobra, lahko že neka, ne vem, imaš šnufe po tleh pušaš, ali kaj? Ne, to ne, jaz sem dosti pedanten, ampak recimo nemogoč sem, jaz res, ko si nekaj zapičem v glavo, sem res prekleto trmast. Pa nisem drugače trmast karakterno, ampak pri muski, ko sem v nekaj prepričan, grem z glavo skozi zid in doskrat, ko ti v zid preletiš z glavo, ki je relativno mehka, moški imamo malo bolj trde, kot ženski, ampak ko preletimo v steno,
Treba je naslednji spet čez zid in hvala greš naslednji spet čez zid. Tega se zavedam, ampak vodičev, ki se zavedaš, pa si vsem to narediš, ne, naslednjič. To mogoče, no. Drugače pa še vedno ti tudi zelo dobro teče ta pero, a ne pa prsti na kitari. Misliš, tipkanje računalnikov, ja, tako. Aha, ni pero, ni to več romantike. Ni več toliko romantike, ker sem preveč tega napisal enostavno, ko sem za sebe, recimo za flirt, pa kantatorstvo pišem na roko. Pri ostalih stvareh, ki jih delam za druge, nimam časa, da bi prepisoval, ker se mi je zgodilo, da sem en tekst, ki je bil po mojem prepričanju najboljši, po noč napisal, na pol v spanju, se zjutraj vrnil in nisem znal prebrati. In sem rekel, nikad više, sem rekel, ne, tipkam, ampak sem se navadil zdaj nekako, ker pravijo, da če tipkaš, manj premašaš navdiha, kot če pišeš, ne, si bolj v stiku, ampak zaenkrat nimam težav, no. Kaj je pa tako najbolj nenavadna inspiracija, ki si jo dobil za komad? Najbolj nenavadna inspiracija, ki sem dobil za komad, je taka, ki jih ne bi smel v eter povedati, ne, ki se dogaja v intimnih trenutkih, ampak drugače pa tako, da je bila pa kakšna bizarna inspiracija, pa mislim, da je kar par tekstov, ki so relativno bizarni, pa so bili veliki hiti, ne, ampak jih ne bi izpostavljal, ker potem bodo ljudje rekli, aha, pa so res bizarni, ampak so hiti. Ampak ti si vedel, da so bizarni, si rekel, ajde, dajmo probati. Ni bilo tako, jaz sem rekel, bizarni so, kaj pa če ne bi probali, pa izvajalci rekel, ne, dajmo, to je ful dober. In so imeli prav, očitno. Zdaj, večina vaše publike, pač, ki je odraščala z vami, ima danes že svoje družine, a ti je kdo kdaj rekel, ne vem, da si mogoče zaljubil na tvojem koncertu ali pa da so se mogoče zgodile, veš, te prvi plesi poročni? Marsikaj eksplicitnega sem že slišal, tudi zelo v detajle, kaj sta počela na našem koncertu, pa sem rekel, lepo, nataliteta se dviguje, a odgaca pa ponad bolj take romantične zgodbe. Ravno zadnjič, recimo, ko smo imeli neka 2 razprodana koncerta v Domžalah, je bilo ogromno točno teh zgodb, da so ljudje tako nenavadno, sej jaz se potem priznam, tudi se upravičujem, če kdaj tako ki čudno odreagiram, prišla sta en par in sta se jokala tako 10 minut, ker sta se spoznala na našem koncertu, ko sta šla oba klih narazen s svojimi partnerji in sta se jokala, da ful hvala, da pa se ste niste zaljubila zaradi nas. Pa rekel, to res, mi smo se zaljubila zaradi naju dveh, ampak če ne bi bilo vašega koncerta, se ne bi spoznala. In potem ti tako rečeš, se ti malo fajn zdi, ne? Ampak v bistvu potihem, ker že nam rečeš, pa se ona, da bi se srečala v vsakem primeru, ampak je tako romantično zgleda, da sta se na našem koncertu. Te zgodbe je ful veliko. Vem, da zadnjič je ena mamica pripeljala, že v bistvu je bila starejša od nas, ne, se je poslušala, ne vem, ko je bila stara 25 let in je pripeljala hčerko, lepotico totalno, ko je rekla, ko je prišla do nas, pa smo mi že rekli, o, kako lepo, ne. Pa rekla, veste, moja mama vas je pa ful poslušala, tako da so voljno. Pa se je rekel, aha, teb nismo, pa rekla, ne, jaz sem čisto zaljubljena v vašo muziko. Tako da smo rekli lepo. Čim so te pa drugače tako ganali fani, poleg teh zgodbic, no, so ti kdaj pripravili kakšno res ekstra ali presenečenje, ali ti poklonili kakšno darilo, ne govorim za vrednost, valjda, ampak tista čustvena vrednost. Mislim, vse sorte je bilo, no. Ko smo bili zelo mladi, so velikokrat bila kakšna lepa presenečenja, takšna in drugačna, ne. Zdaj, ko se mi zdi pa, da bolj realno gledamo na takrat je bilo veliko hypa, pa so bile punce zaljubljene. Zdaj pa pač ta band, en resen pop band in zdaj ljudje pridejo obujati spomine in delati nove, ne. Tako da mislim, zdaj razmišljam, to je ful tega, ne? Ampak jaz se bolj spomnim res neumnosti. Res, ko gledaš nazaj, so največje nebuloze tiste, ki ti ostanejo v spominu. Te popolni trenutki, ne, ko rečeš, kako je bilo lepo, pa punce, pa je modr zgor poletel. Kaj pa vem, no, vse je fajn, ampak jaz se spomnim recimo tega, da ne vem, kako nam je benzina zmanjkalo sredi avtoceste in nas ni bilo na špilu. Recimo, ne, spomnim se tega, kako smo, ne vem, se totalno zmotali komad, pa smo se skoraj skregali k band, pa smo se pa režali čez 2 dni, ne vem. Spomnim se tega, ko so nas zamešali z enim drugim bandom, ko smo bili naznani, pa so nas obravnavali kot band, mi smo se pa delali, da smo ta band. Ne. Tako da vse sorte se zgodi v 25 letih. Spomnim se, recimo, ko nam je zmanjkalo WC papirja, recimo, ne, v Dixih, pa nismo vedeli, kaj narediti, pa nas je lula tišali, pa nismo mogli iti, ker je bila dvorana nikamor. Tako da ni tako romantično, kot zveni, so zgolj pesmi romantične. No. Ja.